Lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In tokrat je tole čist needitiran posnetek, zato ker enostavno ni časa, že od sobote sem na izobraževanjih in zdajle zjutraj laufam ponovno na leadership workshop z Liso Nichols, z Melom Gillom, Ano Bučevič in Smiljanom Morjem. In včeraj res 11 intenzivnih ur breakthrougha, dobesedno. Tako da več bom v enem posebnem prispevku povedala, ker zdajle so na vrsti navdihi za ta teden. Pa poglejmo, kaj nam angeli sporočajo. Namen, ki ga dam, ko takole mešam karte, je vedno, da naj pride tisto sporočilo, tista karta, ki nagovarja vse tiste, ki gledate te navdihe, kadarkoli, katerikoli smeri prostora in časa. In prva karta za teden, ki je pred nami, je ravnovesje in nadangel Zadkiel. Ta karta nam govori, da je treba stvari uravnovesiti, sharmonizirati, da je potrebno biti pozoren na to, da so stvari uravnovešene tudi v smislu sodelovanja, se pravi, ko z nekom sodelujete, ko komunicirate, ko karkoli delate, bodite pozorni na to, da se stvari uravnovešajo, da ni preveč ekstremno, zelo tako ena taka tista srednja pot, ki jo Zadkiel nekako priporoča. In predvsem tisto, kar še zraven dobim, je, da ko komunicirate, ko govorite, komunicirajte iz področja notranjega miru. Se pravi, najprej morate vi v sebi najti tisto ravnovesje, iz katerega boste počeli karkoli boste pač že počeli v tem tednu, a ne. Tako da, ja, eno tako zelo, da se je energija majčkeno nehala vrteti vseeno, vseh tistih svojih. Desetica ognja je naslednja karta. In desetica ognja, spet, življenje je neuravnoteženo. Sprejmite pomoč drugih. Preveč dela, piše na karti. Kar zelo lepo sovpada z nadangelom Zadkielom in njegovim ravnovesjem, se pravi, ne rabite vse sami. To mislim, da so angeli že večkrat ponovili, da ne rabite vse sami, tudi v angelskih svetilnikih, sprejmi pomoč drugih, kaj ti čutiš, sodeluj, to se ponavlja. In tudi mene angeli že 15 let učijo, da nisem sama in da rabim sprejeti pomoč. In to, kar zdaj govorim hkrati tudi sebi, da ne boste mislili. In povsod tam, kjer ni ravnovesja, povsod tam, kjer čutite en tak notranji nemir, kjer niso stvari, ki veste, da niso okej, pa jih še kar tolerirate, tam bo potrebno narediti eno uravnovešenje. Tako da dajte ta teden pregledati svoje življenje, kje niste v ravnovesju, in pokličite nadangela Zadkiela, da vam pomaga to uravnovesiti. Tako da v tem tednu bo zelo ta energija ravnovesja pomembna, kje padete tudi ven iz ravnovesja. In pa še tretja karta. Sonce in pa nadangel Uriel. Nadangel Uriel, jaz ga zmeraj čutim kot angela, ki mi zelo pomaga vzpostaviti red, vzpostaviti disciplino, se pravi, če hočem stanovanje pospraviti, res jaz nadangela Uriela pokličem, ker jaz ne vem zakaj, ampak njegova energija meni zelo pomaga, da stvari res pospravim. In že prej
pri zadkijelu in pri desetici ognja, se pravi, ja, povsod tam, kjer je neravnovesje, ne more priti nič novega. Zato, ker karkoli bi prišlo, bi samo še pokvarilo tisto neravnovesje. Tako da, ko boste vzpostavili ravnovesje, takrat pokličite Uriela, da vam pa pomaga stvari postaviti, zorganizirati, da začnete iz tega ravnovesja ven ustvarjati nekaj novega. Tako da, in zaupajte vase, zaupajte v ta notranji občutek, ki ga imate, zaupajte temu, da ko prosite angele za pomoč, da pridejo. To je zelo pomembno, ker če vi sam prosite, pa ne zaupate, potem ne boste niti opazili rezultata. In tudi, veste, zelo tako enostavno, jaz sem se naučila, da ko se sprostim, ko rečem, ok, zdaj pa angeli zrihtite, to pomeni, da sem delegirala njim in da zato jaz ne rabim skrbeti. In to že samo po sebi mene uravnovesi. Tako da, to bi bilo za ta teden. Uživajte na polno, pejte nekam, da se vzpostavi vaša harmonija, narava zelo lepo harmonizira in potem ta občutek te uravnovešenosti neste nazaj v svoje življenje in iz njega živite. Tako da se vidimo naslednji ponedeljek. Uživajte na polno, kaj naj rečem.